Na razstavi Ako ne pridete, vas privedejo orožniki, vam predstavljamo temne plati življenja nekaterih Gorenjcev v preteklosti. Sprehodite se z nami od Kranjske gore do Bohinja, preko Jesenic in Radovljice proti Kranju in okolici, ter se seznanite z malo manj slavno zgodovino naših prednikov. Vendar vas že na začetku opozarjamo, da bodite previdni. Se vidimo, orožnik že čaka na vaš varen prihod. Iztekalo se je 18. stoletje. Po gorenjskih gozdovih so se potikali rokovnjači. Kradli so po sejmih, kradli so po hišah. Prvi med Gorenjci je bil Janže Košir, kljukec z Jame pri Kranju. Zaradi njihovega načina življenja so ljudje pravili, da so nevidni. Nasproti rokovnjačem so se postavili orožniki. Resni in spodobni, taki, ki znajo brati in pisati. Mladi fantje, ki ne obiskujejo gostiln, ne popivajo in se ne družijo s sumljivimi ženskami. Orožniki so bili vedno del vojske, v svojih vrstah pa so imeli celo specialce, nočnega čuvaja, ki je skrbel, da po noči ni kje zagorelo, in celo kopališkega policaja na Bledu, ta je moral zagotovo znati tudi plavati. Pomembna delovna naloga orožnikov je bil nadzor nad kršenjem cestnih predpisov. Pešci, kolesarji, konjske vprege, brez cestnih pravil, po levi in desni. Eno prvih pravil, ki so jih sprejeli, je bilo, ko prihaja vlak, naj kolesar ustavi. Ali pa tisto pravilo, da voznik ne sme na cesti stran od voza. Zagovor, kobilo sem pustil, ker sem moral svojo potrebo opraviti, ni nič veljal. Kaj šele, da bi voznik med vožnjo na vozu slučajno spal. Nesreče so bile pogoste. Delovne doma in tovarnah. Neustrezna delovna oprema. Otroci, ki so pomagali pri kmečkih opravilih, malo nepazljivosti in tragedija je bila neizbrisna. Gorenjsko žganje je bilo tisto, ki je hitro omehčalo trdnost gorenjskega kmeta in botrovalo drugim zločinom. Pregovorno zmerni Gorenjci pri žganju niso varčevali. Radi so žganje kuhali, še raje pa pili. Tudi v gostilnah so mu dajali prednost pred vinom, ker je bilo ravno prav poceni, da so si ga lahko privoščili. Noben odlok ali ukaz tega ni mogel preprečiti, niti policijska ura ne. Ta je sicer določala, da morajo biti gostilne zaprte ob 10. uri, toda ta odpiralni čas nikakor ni bil vsem po godu. Posledica alkoholne omame so bili prepiri, pretepi in krvavi obračuni. A tudi brez žganja so bili ti pogosto na dnevnem redu. Od prepira ali pretepa pa ni bilo daleč do uboja. Nož pa je bil vedno nekje pri roki. Gorenjci so v časopisih lahko prebirali poročila o umorih zaradi koristoljubja in družinskem nasilju. Tudi kužne bolezni so prišle pred naše duri. Grozila je najhujša in najbolj kužna, goveja kuga, ki bi lahko povzročila ogromno gospodarsko krizo. Razkuževanje hlevov, prepovedan uvoz živine in zaprtje meja so pripomogli k njeni zaustavitvi. A skrivnih in goljufivih poti ni bilo malo, zato so veliko stavili tudi na poštenost ljudi.
Celo cenjeni živinozdravnik, dr. Janez Blajvajs, je bil v zmoti. Mislil je, da kuga napada samo govejo živino. Kako je bil presenečen, ko je ugotovil, da se je kuga lotila tudi ovc in koz in da jo lahko prenašajo tudi ljudje. Orožniki se niso smeli družiti s takimi ženskami, kot je bila recimo prostitutka Črna Marjanca, ki je s sifilisom okužila kranjske vojake. Seveda pa v Kranju še zdaleč ni bila edina, ki je zaupno občevala s kranjskimi vojaki. Kradlo se je zaradi pomanjkanja. Oblačila in denar, denarnice, torbice, ure in nakit. Pogoste tarče vlomov so bile tudi kranjske trgovine. V trgovini Merkur v Kranju je nekaj časa kradel trgovski pomočnik Marjan L. Delikatesi Albina Terčona pa so ukradli nekaj denarja, salam in rib ter se dobro najedli in napili. Med nenavadne vlome zagotovo sodi vlom v hišo kranjskega odvetnika dr. Bena Sabotija leta 1933. Vlomilci sicer niso nič odnesli, so se pa znesli nad odvetnikovim naslikanim portretom. Prebodli so mu oči in sliko namazali s človeškim blatom. Če pa denarja niso kradli, so ga nepridipravi kar ponarejali. Da je denarja vedno premalo, je ugotovil tudi kranjski slikar Leopold Lajer. Ko ga je policija nepričakovano obiskala, je našla pečate in drugo orodje za ponarejanje. Lajerja, njegovega brata in ženo so aretirali. Obsodili so ga na 5 let hišnega zapora. Brat je uječi umrl in Lajer je bil tako užaloščen, da se je zaobljubil, da bo naslikal sliko Marije Pomagaj na Brezjah. Ko so Francozi zapustili slovenske dežele, je svojo zaobljubo tudi uresničil. Da lahko en stavek, izrečen ob nepravem času, povzroči marsikatero nevšečnost, pa dokazujejo obširni sodni spisi o razžalitvi časti. Vsaka prijava je bila obravnavana z največjo resnostjo. Lepo vabljeni v mestno hišo na ogled razstave. Čakamo vas vse do aprila 2021. Ker saj veste, ako ne pridete, vas zagotovo privedajo orožniki.